Viva podcast za višjo kakovost življenja. Luskavica, ko vsak korak zaboli. Dobrodošli v novi epizodi Vivinega podcasta, kjer danes odpiramo temo o luskavici oziroma psoriazi. V Sloveniji ima to bolezen med 45 in 65 tisoč ljudmi, pravi naš sogovornik, specialist dermatovenerologije Vid Bajuk. Najpogostejša oblika je luskavica v plakih, ki se pojavi pri več kot 3/4 bolnikov. Prepoznamo pa jo po rdečih, srbečih in luščečih žariščih, najpogosteje na komolcih in kolenih. Vendar pa psoriaza ni samo kožna težava. Ko se pojavi na dlaneh, stopalih, lasišču, nohtih ali celo na spolovilih, še močneje zareže v bolnikovo življenje, pa tudi v njegovo samozavest. To je na lastni koži občutila naša druga sogovornica Marjana, ki je šele po 50. letu zbolela za redkejšo, a še posebej trdovratno obliko luskavice. Viva podcast! Kakšno je življenje, ko celo najbolj enostavna opravila postanejo muka, bolečina pa spremlja prav vsak tvoj korak? Prisluhnite iskrenemu pogovoru o trpljenju, strahu, sramu in zdravljenju, ki lahko bolniku povrne občutek normalnosti in dostojanstva. Ali je res treba čakati, da postane neznosno, preden poiščemo pomoč? Jaz sem Marjana, živim na obali v Ankaranu, stara bom letos 60 let in sem relativno mlad psoriatični bolnik, namreč bolezen šele 5 let poznam. Oziroma ta bolezen se je nekako prikrivala dosti let, tam od 80 let. Namreč gre se za palmoplatarno pustulozno psoriazo, luskavico. In te spremembe na dlaneh so bile tako bolj nedolžne oblike, tako da tedanji dermatolog tukaj na obali ni pripisal ne vem kakšne pomembnosti. Zdravljena sem bila z lokalnimi zdravili, s kremicami in tako naprej. In to se je periodično vsako leto v istem obdobju obnavljalo, take pustulice, ampak ni se mi zelo hudo pač na rokah in to je zginilo s časom. In po tolikih letih v času covida je pa začela se je zbudila ta moj gen, ker v bistvu verjetno imam jaz ta gen podedovan, ki so tudi predniki bolehali, pa tudi moji bližji sorodniki bolehajo z različnimi oblike luskavice. Jaz pa sem zbolela v času covida, namreč zaposlena sem v domu upokojencev in veste sami vsi, kako je bilo v času covida, da so bile zelo velike stresne situacije in sem bila kot en higienski vodja, zadolžena in odgovorna za določene situacije. In verjetno je bil sprožilec tisti preveliki stres in umiranja ljudi in tako naprej. Tako da sem jaz v enem momentu mislila, da sem si zalila razkužilo, ki smo vse to razkuževali, vse skupaj, cele prostore. Jaz sem bila prepričana, da mi je kakšno ali čistilo ali razkužilo zašlo v copate delovne. In nisem niti pripisovala take pozornosti, normalno higieno sem vedno striktno se pridrževala in razkuževali se in tako naprej. Ampak v enem momentu, ko sem jaz boljše pogledala, sem videla ene take drobne pikice, pa kaj se to dogaja in tako naprej. Grem do moje zdravnice, zdravnica pravi dermatitis, kremico, nič hudega, redno sem to mazala in to, ampak jaz čutila sem v sebi neko skelenje, ta moja stopala so začela kar goreti, težko mi je bilo že tisti delovnik. Luskavica je v bistvu relativno pogosta bolezen. Najpogosteje se pojavi v starosti tam okoli 20. do 30. leta, drug vrh je pa nekje med 50. in 60. letom. Je pa res, da ima naša bolnica palmoplantarno pustulozno luskavico, ki je nekoliko posebna. Prvič je bistveno redkejša v primerjavi z navadno luskavico. Govorimo, da na leto odkrijemo verjetno približno 20 ali manj novih bolnikov v Sloveniji s to obliko luskavice, medtem ko je v bistvu navadna luskavica relativno pogosta, jo ima par procentov prebivalcev Slovenije. In ta oblika luskavice je tudi zaradi tega posebna, ker se lahko pojavi v glavnem pač pri odraslih, ampak kadarkoli ni nekega pravila, okoli tega leta je to pogosteje. Zdaj, stres je seveda pomemben dejavnik, nikoli pa ni vzrok za luskavico. Torej, stres je ponavadi
sprožitelj bolezni, nikakor pa ni stres tista stvar, ki luskavico dejansko naredi. Mora biti v ozadju ali neka genetska komponenta, neko imunsko dogajanje, ki pripelje do tega, samo zaradi stresa bolezen ne bo nastala, je pa seveda jasno, da če je več stresa, bolje bolezen izražena in v bistvu nekako težje jo zdravimo, ker pač ponavadi se takrat bolj izrazi, tako navadna luskavica, kot tudi palmoplantarna pustulozna luskavica. Po teh kremicah, kar mi je moja zdravnica splošna predpisala, vidim, ni nobenega napredka in to je samo kulminiralo naprej. Sem rekla, gospod doktor, dajte vi meni napotnico za dermatologa, meni se to ne zdi nekaj v redu, to ni navaden dermatitis, meni se nekaj dogaja, jaz to čutim notri v sebi, da se mi nekaj kuha. In moja zdravnica me napoti normalno, ampak ker je bil COVID, so bile te čakalne vrste oziroma specialistične ambulante niso delovale. In me je ta sestra naročila, je bil maj mesec leta 20. Ona mene naroči za decembra. Verjetno so pričakovali, da bo COVID mimo, da se bo začelo normalno delati, ampak ni šlo. Glede na to, da sem že začela biti malo omejena v hoji, omejena v službi, nisem zmogla več opravljati svojih delovnih dolžnosti, blazne bolečine, če dalje več, te pikice so začele biti gnojne. Videla sem, da je to nekaj drugega, da ni tako nedolžno, kot se je zdelo na začetku. No, v glavnem sem zaprosila to sestro, sem povedala situacijo, samoplačniški prvi pregled, ki jaz to ne morem čakati do decembra, meni je nekaj hudega, jaz sem čutila v sebi, da ni v redu. In res me sprejme ta moja dermatologinja. Prvi pregled sem opravila samoplačniško, kar mi ni bilo žal, ki sem naletela res na eno strokovno osebo in zavzeto zdravnico. In ob samem enem pogledu, brez ne vem kakšnih diskusij, pravi, gospa, luskavica, kakšna luskavica? Ja, pravi, gospa, to je zelo, zelo grda, zelo huda oblika, to bo treba res zdraviti. Zdravnica je takoj na pogledu ocenila, zato ker je ona ena visoka strokovnjakinja. Samo je pogledala moja stopala, dvignila na mizo, me je primila v svoje dlani, moja stopala in mi je dala eno brošuro, kako zdraviti luskavico. V glavnem, meni se je zdelo, kot da jaz vidim moje noge na tisti brošuri. Jaz sem rekla, kaj je to, kakšna je to bolezen, kakšna psoriaza. Jaz sem tudi imela psoriazu za tiste lasišče, ko se lušči, komolci, videla sem na noktih in to, ampak niti na konc pameti, da lahko obstaja ena luskavica na stopalih. Kar se tiče palmoplantarne pustuloze, je verjetno pogosto velikokrat zamenjana, kar je vseeno relativno redka. Mislim, mi dermatologi, sploh subspecializirani za luskavico, se s to boleznijo relativno pogosto srečujemo, ampak nek zdravnik splošne prakse pa mogoče ima enega takega pacienta ali pa sploh nobenega. Tako da jaz mislim, da je tukaj problem, da bolezen ni tako dobro poznana, kot pa naprimer navadna luskavica v plakih. Zdaj se jo pa pogosto tudi zamenjuje za kakšne druge stvari, predvsem za kako dishidrozo oziroma dishidrotični ekcem. To je oblika dermatitisa, ki se pojavlja v obliki mehurčkov na stopalih ali pa kakšna oblika glivične okužbe. Če v diferencialni diagnozi dermatitis to še ni tako slabo, ker je v bistvu terapija relativno podobna, to so protivnetne kreme, vse to, kar ponavadi lahko ordinira tudi lečeči zdravnik oziroma zdravnik splošne prakse, medtem ko zamenjava za glivično okužbo je pa včasih malo problematično. Vedeti moramo, da se velikokrat lahko bolezni pojavita tudi sočasno, glivicam zelo, zelo ustreza to okolje, ki je prisotno tudi pri pustularni luskavici, recimo te ranice, vnetje, tako da velikokrat sta pridruženi skupaj, in je lahko celo glivična okužba na nek način poslabševalec plantarne luskavice, tako da jaz ponavadi pri teh bolnikih grem izključevati tudi glivično okužbo, tako da vedno moramo imeti v mislih tudi to diferencialno diagnozo. Pri tej obliki, torej kot je že bolnica sama izpostavila, ni glavni problem ta sram oziroma ljudje kasneje, predvsem pri plantarni obliki, torej če ni pridružena tudi na rokah, to drugi ljudje kasneje opazijo. Je pa res problem to, da koža v teh primerih zelo rada poka in nastanejo take boleče ragade
in to lahko paciente močno ovira pri njihovem vsakdanjem življenju. Če so spremembe na rokah, potem težko delajo, umivajo posodo, če so na nogah, težko hodijo. Tako da glavni problem ponavadi pri teh pacientih je bolj bolečina, kot pa dejansko nek srbež kože. Seveda pa nekatere tudi močno srbi, ampak mislim, da predominira predvsem bolečina. In pol smo začeli najprej z terapijo, s tabletkami, ni šlo, so mi začeli lase odpadati, grozne stranske učinke sem imela, po noči nisem spala, na bruhanje mi je šlo in tako naprej, ampak jaz sem bila taka zauzeta sama za sebe, ki sem res v službi so me rabili, prvo zaradi sebe same, drugo tudi zaradi službe in se mi ni zdelo v redu in nisem mogla pričakati prvega termina pri dermatologinji. In sem prosila izreden pregled in to sem povedala za te stranske učinke in zdravnica me sprejme, ampak v tem času z temi tabletami ta kulminacija, to je samo šlo gor, slabše, tako da mi je zajelo celotno stopalo, zunanje strani, spodnje, vmes prstov, nokte in tako naprej, ko je zdravnica videla, se je kar za glavo primila in se je takoj odločila za biološka zdravila, mi je dala čas, da premislim, da so tudi tam stranski učinki, dajte gospa, nič ne bom premišljevala, dajte mi nekaj, hočem se ozdraviti. Res sem bila v grdem stanju, pa tudi psihično sem začela malo pehati tisto nezadovoljstvo vsakdanjih opravil, družino imam, nisem bila niti doma več, obutev nikakršno, nikamor nisem mogla iti, voziti nisem mogla. In potem res zdravnica določi terapijo bioloških zdravil. Je zelo uspešno zdravljenje z njim. Meni pa je naredilo en kontraefekt. Ta moja stopala so se po 15 terapijah te injekcije praktično razpadla. So bili dnevi, ko nisem mogla sploh iz hiše stopiti oziroma uganiti pravo obutev. Obutev je morala biti čist mehka. V bistvu v službo sem hodila v enih hišnih copatah, ki nosijo starejši ljudje, tiste nonice, da so mi noge bile udobne in ne nogavice, pa sem spreminjala in bombažne in to in uno in bambusove in ni da ni, vse mogoče variante. Ogrožena pa sem bila normalno, na nobeden sprehod, nikamor peš, ne v trgovino, vse to je mož opravljal. Voziti nisem mogla, čist nemobilna sem bila, nemobilna. Torej, kot prva terapija je vsekakor neko topikalno zdravljenje in to ni samo prva terapija, pomembno je, da z njo vztrajamo tudi kasneje, če se pojavljajo seveda simptomi. V topikalni terapiji največkrat uporabljamo topikalne kortikosteroide, imajo mesto tudi analogi D-vitamina, naprimer tukaj mislim kalcipotriol. Ampak pri tej obliki luskavice se velikokrat izkaže, da je verjetno problem tudi komplianca bolnikov, torej sodelovanje bolnikov pri zdravljenju. Vseeno ne nazadnje je kar naporno vsak dan kožo mazati, imeti mastno potem kožo recimo preko dneva ali pa preko noči. Tako da, ampak vsekakor topikalna terapija je ena prvih. Tukaj pri palmoplantarnih oblikah je res pomembno, da razmišljamo tudi o zdravljenju z okluzijo. To pomeni, da dejansko roko oziroma nogo, potem ko namažemo mazilo, zavijemo s folijo, s tem omogočimo, da zdravilo globje prodre in dejansko pride na mesto, kjer se vnetje dogaja. Je pa res problem, da dolgotrajno uporaba okluzije lahko vodi hitreje v neželene učinke, kot je na primer tanjšanje kože. Kar se tiče pa potem v nekako drugi liniji sistemskih terapij, pri palmoplantarni pustulozi je ponavadi terapija izbora acitretin. To zdravilo ima določene neželene učinke, predvsem ponavadi paciente moti to, da relativno pogosto pride vse do delnega izpadanja las. Ponavadi je to reverzibilno, ampak velikokrat je to za paciente tak moteč neželen učinek. Ali pa recimo, da pride do porasta maščob v krvi. Nekako druga opcija konvencionalne terapije bi bil metotrexat, ki ima kot pogosta neželena učinka slabost, bruhanje in pa porast jetrnih testov. Kot tretja možnost je recimo fototerapija. Fototerapija zna biti nekoliko problematična, ker se jo izvaja samo v določenih centrih, torej pacient mora priti dejansko, recimo gospa, ki je z Primorske, bi mogla hoditi bodisi v Trst ali pa hoditi k nam v Ljubljano, saj na Primorskem takih centrov za fototerapijo nimajo.
Tako da to, kar se tiče pa potem, vkolikor so ta zdravila neuspešna ali pa so prisotni neki neželeni učinki ali pa obstaja nek zadržek za zdravljenje z njimi, potem pa seveda razmišljamo tudi o bioloških zdravilih. Je pa treba vedeti, da pri tej obliki luskavice ni tako jasnega pravila, katero zdravilo, če katero bo učinkovito. Žal se lahko zgodi tako, kot je bilo poročano strani naše pacientke, da terapija, ki jo izberemo v prvem izboru, pa čeprav je dobra terapija, ne pripelje do dejansko dobrega odziva na zdravljenje. Enostavno je bilo grozno in skoraj bi rekla gnusno pogledati v moja stopala, ampak edina sreča vse te moje hude bolezni v tej nemoči je bilo, da se to ni videlo. Tako da jaz tisto stigmo, kar jo imajo drugi naši bolniki, nisem začutila, ampak sem bila res omejena v vsakdanjem življenju do maksimuma. V glavnem zdravnica se je odločila za drugo terapijo in sem dobila terapijo bioloških injekcij, ki jo še danes dobivam na 8 tednov. In že po 3. terapiji so se začela videti izboljšanja, tiste pustulice so začele izginjati, hvala Bogu, vsa sem bila srečna. Vmes vse te moje kalvarije sem se začela tudi družiti z ljudmi, ki so tudi sami psoriatiki iz našega društva in tudi posvetovanja. Vedno sem strogo higieno, danonočno namakanje, vse sorte peelingov, kreme in ta biološka, tako da sem jaz res začela v enem momentu se stanje zelo, zelo izboljševati. Poudarila bi tudi strokovnost moje dermatologinje in njene zavzetosti, tako da sem imela vsaka 2 meseca strogo kontrolo pri njej v njeni ambulanti, strogo krvne preiskave in preiskave urina, da ne bi bilo kaj narobe z teplati. Tako da res sem to zdravljenje dobro prenesla in še danes sem na teh zdravilih. Jaz sem toliko hvaležna, neskončno hvaležna, da sem spet nazaj lahko shodila normalno, drugače sem bila v službi več kot 25 let v gostinstvu, veste kaj je gostinstvo, koliko se hodi in to v enem momentu jaz sem bila negibna. Bogica, enkrat smo šli v eno pizzerijo z možem in sem gledala to natakarco, kako leta od mize do mize in sem se spomnila svojih lepih zdravih dni, mi gre kar na jok. In sem želela samo, da shodim še enkrat tako normalno, kot sem hodila včasih. In res sem hvaležna, da je ta terapija uspela in da sem lahko nazaj, saj bomo rekli 90%. Vedno imam težave v službi, še vedno sem delovno aktivna, tako da še vedno imam majhne težave, niso odklonjene vse, ampak recimo 90% od tistega, kar je bilo v tistem najhujšem trenutku. Kar se tiče biološke terapije, pa je to definitivno ena stvar, ki je odlična terapevtska možnost za naše paciente. Seveda je rezervirana za paciente s težjimi oblikami luskavice oziroma za paciente, pri katerih bolezen sama močno krni življenje in pa seveda je pri njih potrebno predhodno izčrpati konvencionalne načine zdravljenja. Vsekakor pa tudi ni pravila, katero biološko zdravilo bo pri teh pacientih dejansko delovalo, če bo katero, in vsekakor se splača počakati pred presojo, ali zdravljenje deluje ali ne, vsaj pol leta, da se redno uporablja terapija kot svetovano strani zdravnika. Viva podcast. Jaz se nekako držim pravila pri palmoplantarni pustulozi, da je treba nujno počakati vsaj pol leta od začetka zdravljenja, razen če so neki takšni stranski učinki, da bi preprečevali zdravljenje. Torej, da govorim o tem, če terapija ni učinkovita.
Torej, učinkovitost ocenjevati prej kot pol leta od začetka zdravljenja ni smiselno. To pa zaradi tega, ker se sploh pri tej obliki luskavice rezultati znajo pojaviti šele pozno. In če prehitro zamenjamo terapijo za neko alternativo, izgubimo v bistvu neko možnost zdravljenja, ki bi lahko čisto v redu delovala. Tudi pri navadni obliki luskavice vedno čakamo vsaj 3 mesece, preden ocenjujemo učinek zdravljenja, ampak pri tej je še toliko bolj pomembno, da počakamo nekaj dlje časa in ne hitimo prehitro za zamenjavo terapije. Čisto nekaj drugega pa so recimo neki neželeni učinki, naprimer, da bi bolnik imel res pogoste okužbe ali pa recimo pri interleukin 17 zaviralcu, da bi imel pogoste glivične okužbe. Takrat seveda prej razmišljamo o zamenjavi, ampak hočem reči, če zdravilo ni učinkovito, se splača počakati. Vsaj pol leta, predno se razmišlja o neki zamenjavi. Zelo pomembno je razumevanje okolice, predvsem domačih članov, tudi v službi, tudi moje splošne zdravnice, ki mi je šla na roko, ki sem bila nekajkrat tudi v malo daljših bolniškem staležu. Tako da sem res naletela na razumevanje z vseh strani, a posebej bi poudarila mojo družino, mojega partnerja, ki je res povlekel res za mene in moja opravila v tistih hudih časih, ko nisem mogla niti stopiti na noge. Tako da vse skupaj, jaz rečem, da sem kratkotrajen, mlad bolnik in hiter bolnik. Jaz sem hitro zbolela in sama sem se potrudila, da sem se hitro tudi pozdravila. Sedanje stanje pa tako, zelo veliko uspehov vidim tudi po termalnem zdravljenju, kar imamo v našem programu preko društva. Sem se udeležila že 3 leta zapored termalnega zdravljenja v Moravskih Toplicah. Tako da res z vseh strani se človek mora potruditi res, da bi uspel v tej bolezni in nikoli odnehati. Luskavica je ena bolezen, ki ni odnehanja niti za minute, niti dneva in tako tudi dan danes sama se trudim zelo strogo higieno, obiščem tudi pedikerja, ki mi naredi totalen peeling. V glavnem tiste pustule moje, tista grozota je izginila, ampak vedno je en majhen proces, ker pač vsi vemo, da luskavica je neozdravljiva bolezen, da se da eno kontrolo imeti nad njo, ampak je neozdravljiva in jaz vidim, sem prepričana, če bi nehala s temi biološkimi, da bi se bolezen ponovila v zelo hujše oblike, ker vidim med terapijami v tistih 8 tednih, po prejemu terapije so zelo velika izboljšanja, potem proti koncu spet malo poslabšanje, tako da to potem nekakor z lokalno terapijo negujem in tako preživljam svoje dni. Upam, da se nikoli več ne ponovi tisti prvotni stadij tistih pustul in tistih ran, razpok. Tako tudi jaz po tej poti bi se obrnila na vse ljudi. Dajte razumeti ljudi, ki imamo luskavico, nikoli obrniti glave proč, ker res nikoli ne vemo, kaj nas lahko pričaka, tako kot je mene pričakalo. Vsekakor študije kažejo, da so ti pacienti precej bolj psihično obremenjeni zaradi svoje bolezni, kot tudi drugih bolezni, ki spremljajo samo luskavico, naprimer psoriatični artritis. Na to lahko rečem, moram pa reči, da se pacienti s svojimi stiskami na nas pogosto ne obračajo. Vedeti je treba, da ponavadi vidim določenega pacienta 2-krat v letu za 10 minut, tako da žal sama hitrost obravnave v ambulanti nekega takega poglobljenega pristopa ne dopušča. Se pa mislim, da ti pacienti verjetno bolj obračajo glede tega na svoje izbrane zdravnike, in prav je tako, ker, kot pravim, študije kažejo na to, da so ti pacienti definitivno zaradi svoje bolezni bistveno bolj psihično obremenjeni kot neka splošna populacija. Nujno je vedeti, da tako pri navadni luskavici kot palmoplantarni pustulozni luskavici je, da bolezen nikakor ni nalezljiva. To ponavadi skrbi okolico od pacientov in same paciente. To je ena stvar. Druga stvar je res pomembno, da imajo pacienti podporo svojih družinskih članov. Kaj lahko sami naredijo? Definitivno kajenje je pomemben dejavnik tveganja. Druga stvar, ki je pa pomembna, je pa tudi seveda zdrav življenjski slog.
predvsem to, da pazijo na redno telesno aktivnost, da pacienti ne pridobivajo na telesni teži. Morate vedeti, da dejansko ni neke diete, ki bi dejansko lahko rekli, da zdravi to bolezen, ampak vsekakor, če je prisotna nižja telesna teža, je tudi zdravljenje, magari sistemskimi zdravili, mnogo lažje, mnogo bolj učinkovito, to kažejo klinične izkušnje, tako da vsekakor podpiramo zdrav življenjski slog tudi pri naših bolnikih z luskavico. Viva podcast. V tokratni epizodi Vivinega podcasta smo razkrili enega od obrazov luskavice, bolezni, ki ne prizadene zgolj kože, temveč globoko posega vsakdanje življenje in duševno zdravje bolnikov. Slišali smo strokovna pojasnila dermatovenerologa Vida Bajuka in iskreno izpoved bolnice, ki nas opominja, da bolečina ni vedno očitna na prvi pogled. Avtorica podcasta sem Mateja Jordan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Maj Štravs.